Mi vedno pravimo, ne želimo sodelavcev, ki delajo za nas, ampak tiste, ki delajo z nami. Najhitrejši električni avto na svetu, ta Rimac Nevera, jo varujejo naše varovalke, tisti motor. Zdaj je pa to še boljš na telefonu, jaz vsak dan vidim, kje smo, kaj smo, kje bomo jutri. Hisense resnično ima vizijo, ima idejo postati naslednji Samsung. Konkurenčnost oziroma nekonkurenčnost EU napram ostalim velesilam. Evo pa začnemo z enim uvodnim krogom, da se ogrejemo. Pa čisto eno kratko vprašanje. Kaj je tisto, zaradi česar ste v podjetju, kjer delujete, kjer ustvarjate? Tomaž bova dala pri prvem vprašanju prednost davam. Tako da, Alenka, kaj je tisto, kar vas je pripeljalo v Gorenje, v Hisense skupino? Dobro vprašanje, ja, ampak čisto res mislim, da so do leta 2018, ko se je dejansko ta prevzem strani Hisensa zgodil, mislim, da je bila Gorenje ena izjemna, lokalna, regionalna blagovna znamka, ki je imela eno dobro osnovo, dobro proizvodno strukturo zadaj, odlično razvite prodajne poti. V tem času, to, ko smo tudi v prejšnjem panelu poslušali, je seveda nekako Kitajska začela, bi jaz rekla, vehementno vstopati tudi v Evropo, poleg seveda vsega ostalega sveta. Gorenje je prepoznala kot neko razvojno priložnost za dosego ciljev preko akvizicije in jaz mislim, da je danes po 6-7 letih nekega skupnega delovanja lahko vidimo, da je ta enačba 1+1 je res bila 3. Od začetka prve 2-3 leta ni tako delovalo, zdaj pa dejansko vidim, da smo dosegli neke blazne sinergične učinke in da verjetno tudi prispevamo predvsem v neko slovensko gospodarstvo, lokalno okolje. Drži. Nuša, vi ste seveda prisotni v družinskem podjetju, kjer pa ste dodali svojo noto, zelo uspešno rasli, pa vseeno, zakaj vi verjamete v Roto zgodbo? Ja, res, odraščala sem od malih nog v podjetju in ker sem imela priložnost že takrat ustvarjati zgodbo, je avtomatsko, kar ustvarjaš, verjameš to in ko vidiš tudi, da to, kar si posejal, da to tudi lepo raste in da je dobrega okusa, potem si tudi motiviran za naprej. Ampak tako kot ste recimo omenili na prejšnjem panelu, če delaš res to z ljudmi, ki ti ne samo sledijo. Mi vedno pravimo, ne želimo sodelavcev, ki delajo za nas, ampak tiste, ki delajo z nami. In da potem povabijo v našo družbo tudi svoje prijatelje, svoje sorodnike, svoje otroke, da smo res pravo družinsko podjetje, da so naši zaposleni cele družine, ne samo posamezniki. In da to ni zgodba samo v Sloveniji, ampak v vseh naših 9 tovarnah, lahko povem zdaj že v 2 kontinentih, torej v Evropi in tudi v Afriki. Mislim, da je potem tudi potrditev tega prave strategije. Odlično, odlično. Polona, kako je pri vas? Kaj ima Elan, kar drugi nimajo? Predvsem Elan bo naslednje leto imel 80. obletnico, to pomeni ima res dolgo zgodovino pa tradicijo. Kar pa občutam še vedno, mogoče malo manjka včasih, je pa strast vseh zaposlenih delavcev Elan. Elan je blagovna znamka, ki je večkrat veliko bolj spoštovana pa poznana v tujini kot v Sloveniji. Sicer se to zelo izboljšuje, ampak vsak nam reče, premalo ste samozavestni, premalo se zavedate, kaj imate in premalo ste pogumni. Zato vsi govorci prej, ko ste govorili, kako je treba biti človek z veliko začetnico, zaupanja, vreden, spoštovan, predvsem je treba biti pogumen. Ne se bati, svet je, smo ravno tako veliko vredni in konkurenčni kot vsi ostali. Super, se strinjam. Tomaž, kako vas prepriča Eti kot podjetje, da ste vsak dan na pravem mestu? Ja, jaz sem zdaj v Etiju 18 let, Prej sem poslovno sodeloval z Etijem in sem vedno občudoval res strast pa energijo tistih ljudi, tistih, zdaj pa rečem nas. In ko je bila menjava generacije, so me povabili, sem se z veseljem pridružil in moram reči, da smo tisto, kar je že bilo prej dobrega, se pravi ta velika strast in pripadnost,
smo pa uporabili potem, ko smo gradili skupino ETI. Mi imamo zdaj 14 svojih podjetij, 13 v tujini, razvejano mrežo, tretjino zaposlenih že v tujini, pri tem, da jih je še vedno v Sloveniji, še več, kot jih je bilo, kot sem jaz prišel, se pravi, nobeno slovensko delovno mesto ni trpelo na račun tujine in smo pri grajenju skupine, ko imaš pa 12 različnih narodov ali pa 13, uporabili vrednote ETI-ja in mislim, da je to bil pa največji preskok, ki smo ga naredili. Odlično, odlično. Saj ste že kar načeli tudi tematiko, s katero nadaljujemo, zdaj bolj formalno. Trenutno je zelo aktualna tema ta konkurenčnost oziroma nekonkurenčnost EU napram ostalim velesilam. Ampak imamo tukaj 4 direktorje oziroma predstavnike podjetij, ki so zelo uspešna in v večji meri izvozniki. Kaj je tisto ključno? Kaj je ključna strategija za grajenje in krepitev konkurenčnosti na dolgi rok? Nuša, tokrat dam vam najprej besedo. Mi smo letos praznovali 75 let družinskega podjetja in 50 let, odkar smo začeli s proizvodnjo plastike. In v teh letih smo izjemno velik poudarek dali na vertikalni integraciji. Se pravi, od proizvodnje oziroma predelave, priprave materijala, so laboratorijsko opremo, testiranje materijalov, potem orodjarno, sam razvojni oddelek, namreč v našem podjetju razvijamo 3 nove izdelke vsak teden in v plastiki skaza, kjer ste tudi v podobnem sektorju, sami veste, koliko je potrebno, da razvijaš novo orodje, da ga testiraš, da ga certificiraš in mi smo tukaj res super hitri, bomo rekli številka 1 v rotomoldniku na svetu in na tem mestu bi se tudi zahvalila ministrstvu, ki nas je vedno podpiralo, da smo lahko kupili najboljše mašine. Imamo tudi največji 3D printer na svetu. Dobili smo ga pred Teslo, torej istočasno smo naročili kot Musk, ampak ker smo bili stalni kupec temu proizvajalcu 3D printerja, smo seveda imeli prednost in smo se tudi hecali, da mu sprintamo eno Teslo. Torej veliki 4 metre krat 2 metra in pri nas se razvoj resno šteje v dnevih, ne tako kot pri naši konkurenci v mesecih. In potem tudi, če gremo po vertikalni integraciji naprej, poprodajne storitve, zelo pomembno, še posebej recimo pri čistilnih napravah, kjer prodajamo strojno opremo in moraš biti na razpolago in vso senzoriko in potem tudi zdaj na podlagi historijana in strojnega učenja, umetno inteligenco, ki jo integriramo v naše produkte. Res ne prodajamo kos plastike, ampak neko rešitev, na katero se kupci navežejo, se lahko vedno zanesejo in seveda zelo pomembno, zelo hitro odzivnost, vedno smo na razpolago in da smo fleksibilni, da smo prisotni v tolikih panogih, se to nam prav hiter razvoj omogoča, da zelo hitro odreagiramo in tudi, da razpršimo nekako ta riziko, da nismo recimo samo v elektroindustriji ali pa samo avtomobilski, ampak res, da smo v 18 različnih panogah in če danes povemo, gremo tudi recimo v medicino, kjer nismo še prisotni, imamo ves potencial, da lahko to izvedemo. Torej, diversifikacija ustvarjanja vrednosti produkta, pa agilnost. Tomaž, prej ste že omenili, ampak vseeno, zdaj pa bolj konkretno, kje ETI bolj natančno lovi tiste svoje konkurenčne prednosti? Kje ste drugačni od konkurence? Ja, mi z našo velikostjo, cirka 200 milijonov, ne moramo biti globalni voditelj v vsem, s čimer se ukvarjamo, to je jasno, ne? In mi smo si definirali take tržne niše, ki so v skladu s temi megatrendi, ne? Se pravi e-mobilnost, obnovljivi viri energije in tako naprej in v glavnem veliko večino razvojnih projektov ali pa tudi razvojnih nalog hitrih usmerjamo v to, ne? To se pravi zaščita sončnih elektrarn. Mi smo bili že leta 2008 čist med prvimi, ki smo delali čist posebne varovalke, ker
v Sloveniji še vedno cel kup elektrarn postavijo, ki nimajo prav varovalk, ne, in pa se tudi kjera užge, ne. Tako da, recimo, te obnovljivi viri, zaščita sončnih elektrarn, če vam povem okrog e-mobilnosti, najhitrejši električni avto na svetu, ta Rimac Nevera, jo varujejo naše varovalke, ne, tisti motor. Pa največja sončna elektrarna tudi naše varovalke. Tako te megatrende lovimo, ne, in res je pomembno, da smo zelo hitri v razvoju, ne, ker sončna elektrarna danes je drastično drugačna, kot je bila pred 15 leti. Moči so večje, vse je močnejše, se pravi, morajo biti tudi varovalke močnejše. Tako da mi lovimo te niše, zadržujemo še nekaj standardnega trga, to se pravi zaščita tudi takih objektov, kot je takšen in podobno, in pa predvsem ogromno gradimo na blagovni znamki, ne, ker če je na trgu velika poplava ponudbe, potem je pač blagovna znamka tista, ki kupca potem nekako prepriča, ker blagovna znamka je ene vrste obljuba kupcu. Do blagovne znamke še pridemo. Polona, divizija Elana, kompoziti, kje vi najdete konkurenčne prednosti, kako jih izvajate, kako dodajate vrednost? Ja, mogoče javno še toliko ne ve, da se Elan poleg smučk, bark, pa športnega orodja ukvarja tudi s kompoziti. Začeli smo v bistvu s to divizijo samostojno leta 2010 po gospodarski krizi, ko smo proizvodno navtike imeli kar dokaj prazno, smo bili pa zelo odlični v izdelovanju kompozitov. In takrat smo bili kar dosti pogumni in smo stopili na trg vetrne energije. Začeli smo delati z enim gigantom Siemens, ki se je potem združil z Gameso, je zdaj to Siemens Gamesa. In kasneje tudi z Adrio Mobil in potem tudi s Pipistrelom delamo kompozite, to pomeni brezpilotna letala za Pipistrel, dvižne strehe za karavane. Ampak kaj je naša konkurenčna prednost? Konkurenčna prednost, glede na to, da smo dokaj v business to business področju, je, da nudimo celotne rešitve, smo agilni, hitri in predvsem razvojni dobavitelj. V nas so prepoznali, da znamo rešitev pripeljati, če preden se jo sploh zavedajo, da jo imajo. To pomeni, ko začnemo razvijati orodja, ko začnemo razvijati, ko nam dajo laminat plane, mi rečemo, to pa ne bo šlo, tako lahko naredite bolje. Tako da za vse velike turbine je bil Elan tisti, ki je bil izbran tudi za razvojnega dobavitelja prvih novih turbin. Trenutno smo odpremali z 9 izrednimi transporti na Dansko turbino, ki bo imela 20 megavatov, narejena je pa s kompozitov iz 32 kosih, ki se jih potem sestavi in velikost tega bo 15x12 metrov. To je v hiše na vrhu vetrne turbine in v lanskem letu smo dobavili tudi orodje za največji krak na svetu, 135 metrski. Zakaj? Ker znamo, zmoremo, smo hitri, predvsem pa, tako smo že prej govorili, smo zaupanja vreden partner, kar obljubimo, to dostavimo. Seveda po nekih konkurenčnih cenah. Ne? Seveda, mora biti kompozicija vsega. Preden gremo na blagovno znamko, vidim, da tamle Alenka že čaka, ampak še ostanemo pri malo bolj poglobljeni konkurenčnosti v smislu digitalizacije, pa bom, Tomaž, še pri vas eno pod vprašanje temu. Tovarna leta 2021, verjetno se niste ustavili. Vseeno, mogoče, če razložite, katere tehnologije, katere digitalne rešitve so vam omogočile priti na ta nivo in pa predvsem, kako ste nadaljevali to zgodbo? Ja, pri tovarni leta ne gre samo za digitalizacijo proizvodnje, ne. Gre za digitalizacijo povsem vseh procesov, ki morajo biti med sabo tudi povezani v realnem času, in je hkrati tudi prilika, da se vse te procese, ki se jih digitalizira, prej tudi prečisti, poenostavi, naredi hitrejše, bolj prožne in bolj transparentne. In mi smo se tega lotili, preden smo se prijavili na tovarno leta, ne, in ko smo pa videli ta razpis, pravzaprav smo ga spremljali že prej, smo pa rekli, zdaj pa to še en dodatni motiv, ne, da tu potisnemo vse skupaj naprej. Mi smo imeli celo 200 različnih aktivnosti v okviru tega, ne? Ampak v redu, ene so močnejše, druge so manj, ne? Seveda se nismo ustavili zaradi tega, ker se ni bil cilj sam tista nagrada, ne? Bil je cilj resna digitalizacija. Mi smo se potem prijavili tudi
na ta razpis ministrstva, takrat se mu je še malo drugače rekli, zdaj gospodarstvo za turizem in šport, in jaz lahko ponosno povem, da je bil naš projekt skupaj s konzorcijskimi partnerji tretji največji in najbolje ocenjen od vseh. Tako, hvala Bogu, da rekel, nimamo lastniških problemov, pa nas niso pa rumeni časopisi sploh opazili, koliko smo dobili. Tako da, ker ene druge so malo po časopisih vračali, da se pohecam. Skratka, to je nuja in predvsem mora biti vse online. In pri nas pa gre še pa za digitalizacijo koncerna, kar pomeni, da mora biti tudi poljska proizvodna online, digitalizirana in tudi bosanska. Skratka, to je pa še en dodaten moment pri vsem skupaj, kar delamo. Nuša, vi ste s podjetjem Roto Pavlinjek aktualni zmagovalec oziroma imetnik naziva Tovarna leta. Kako ste se lotili digitalne strategije, ko ste šli na to pot digitalne preobrazbe, ter predvsem, kaj imate v načrtih za naprej? Ja, zelo smo ponosni, da smo bili lani razglašeni za Tovarno leta in za Delovo podjetniško zvezdo. In moram povedati, da digitalizacijo mora živeti, da morajo ljudje to nekako usvojiti in si želeti, ne začutiti neke konkurence ali pa nevarnosti v vseh teh orodjih, tudi ne nazadnje robotizaciji, ampak res veliko priložnost. Mi imamo srečo, da imamo zelo nizko povprečno starost zaposlenih, 36 let, in so zelo dojemljivi do tega. Tudi imamo neko bogato zgodovino digitalizacije, saj smo računovodstvo recimo prvi v severovzhodni Sloveniji imeli na računalniku leta 1984 še na Commodoreju. In res, moraš živeti to in potem enostavno implementiraš. Je pa sreča, da delamo tudi z nekaterimi multinacionalnimi podjetji, še posebej pri OEM izdelkih, kjer oni zahtevajo, da integriraš njihove procese v svojo proizvodnjo in potem samo to multipliciraš v ostalih podjetjih. In ne nazadnje, zelo simpatično mi je, da naše podjetje v Keniji je zelo digitalno naravnano, namreč oni so kartični sistem, recimo registracije delovnega časa že zdavnaj zamenjali z face recognitionom. In ko sem to videla, sem takoj rekla, ajde, naroči vse za nas. Tako da vam res toplo priporočam, da se seznanite z podjetništvom v vzhodni Afriki. Tukaj so Kitajci naredili svoj pečat in tisti stereotipi, ki jih imamo v Afriki, se ti po 2-3 dneh, ko se družiš z njimi, poderejo in lahko poveš, glej, to se lahko naučimo od njih. Polona, čisto na kratko pri vas, ker je pri vas drugačen koncept proizvodnje, lahko se zgodi, da ima projekt samo 5 ustvarjenih produktov v celotnem življenjskem ciklu, oziroma mogoče samo enega. Kako, ker pri ostalih gre za večje količine, a ne za masovno proizvodnjo, kako unovčiti digitalne rešitve v taki proizvodnji? No, večinoma vsi projekti, ki se jih lotimo, so to v bistvu potem produkti, ki jih izdelujemo kar nekaj let. A so to korenski segmenti za lopatice, so to orodja za lopatice, so to hiše, strehe. Ampak ja, soočamo se pa z velikimi spremembami. To pomeni, kupci tudi sami je lahko iz projekta v projekt, ker tudi vsak projekt vetrne turbine, kljub temu, da so orodja ista, imajo neke spremembe, ali to v laminatu, ali to v sami kompoziciji. Se res soočamo z velikimi spremembami, tako da digitalizacija samega obvladovanja sprememb kosovnic, konfiguratorjev, trenutno to upeljujemo. Kar se tiče analitike, imamo pač ta Power BI že upeljan, je odličen. Imeli smo tudi že prej ta finančna kontrolniška poročila zelo dobro naravnana, zdaj je pa to še boljš na telefonu, jaz vsak dan vidim, kje smo, kaj smo, kje bomo jutri.
nov ERP upeljujemo, Microsoft Dynamics 365, tudi z drugimi moduli, predvsem Product Lifecycle Management. To je odlično orodje, kjer bomo res lahko za nazaj, za naprej vse spremembe imeli zabeležene, vse kosovnice, vse tudi časovno, kako hitro spremembe lahko implementiramo. In pri našem poslu je obvladovanje sprememb, pa predvsem časovna vpeljava sprememb v proizvodno do dobave ključnega pomena. In to nam bojo te digitalna orodja omogočila. Zdaj, vsi ste že omenili grajenje blagovne znamke, pa gremo zdaj še na to temo. Alenka, tukaj ste doma vi. Še enkrat, usklajujete korporativno komuniciranje o dveh globalnih znamkah, Gorenje in Hisense, ter o kar 10 lokalnih blagovnih znamkah, obenem prodajate praktično po celem svetu. Pa najprej, kako poteka koordinacija v ponedeljek zjutraj? Zelo nekako, kaj ne rečem, že običajno. Vseh stvari se navadiš. Pravzaprav je dejansko delovanje, bodi si v samo slovenskem okolju, v evropskem ali globalnem, principi so zelo podobni, jaz rečem, večje je samo igrišče. Da ne bo pomote, kakorkoli, jaz sem tu danes kot predstavnica Hisense Europe in čisto res mi dejansko obvladujemo Evropo. Globalno, seveda je za to zadolžena naša centrala na Kitajskem, ampak tudi znotraj Evrope imamo mi v bistvu 30 podjetij, pravzaprav na vseh evropskih trgih, ponekod tudi nekako združene. In ja, tukaj smo odgovorni za prezentacijo blagovnih znamke Hisense, ki je globalna tier 1 blagovna znamka, in pa Gorenje, ki kakorkoli ostaja naša last in jo nekako razvijamo. Mi radi govorimo, da je globalna blagovna znamka, pravzaprav pa je Gorenje blagovna znamka, bi rekla, predvsem evropska, s poudarkom od Rusije pa tja recimo do Grčije in na vzhodu nekje do Francije. Principi so precej različni. Hisense resnično ima vizijo, ima idejo postati naslednji Samsung in moram reči, da v tem zadnjih 5-6 letih nam to zelo dobro uspeva, tržni deleži se večajo po 20% stopnji iz leta v leto, tudi poslovni rezultati pravzaprav v vseh teh časih od leta 2020 naprej rastemo kot podjetje Hisense Europe z 18% letno stopnjo rasti, ravno kar smo v procesu planiranja za naslednje leto in tudi tukaj so plani 15%. Kar je v času, ko pravzaprav gospodarstvo stagnira dosti naporno in tukaj je neko grajenje blagovne znamke ključno. Mi delujemo v proizvodnem podjetju, pravzaprav smo neka industrijska in v našo dobro blagovno znamko je ključen produkt. Imeti konkurenčen produkt, imeti produkt, ki je razvojno ustrezen, ki je proizvodno učinkovit in pa seveda, ki je zanimiv za končnega potrošnika in potem seveda tu z neko ustrezno marketinško podporo to predstaviti najprej B2B na konec še B2C končnemu potrošniku. Zdaj, za Hisense je recimo trenutna pozicija, da smo mi v nekako porastu blagovne znamke in so v principi povsem drugačni vlaganja kot v blagovno znamko Gorenje, ker smo mi recimo na področju Adriatic regije že pravzaprav tržni vodja vrsto let. Ključno, kar je najbolj pomembno in predvsej žalostno za nek, bi rekla, resničen korak naprej, so seveda veliki, visoki marketinški budžeti, če želiš biti uspešen na celotni Evropi. Mi namenjamo 3,4% pravzaprav celotne prodaje marketingu, kar na nivoju Evrope pri 4 milijardah posla lahko zelo hitro preračunate, da govorimo več kot o 100 milijonov evrov, ampak to so vse pogoji, ki so pravzaprav potrebni, da nekako ti prideš najprej na prodajne police, da si tam ustrezno zastopan. Dokler v naša strategija je, da je na trgih, kjer nimamo 10% tržnega deleža, kjer v veliki meri to še kljub vsemu po Evropi nismo, da pravzaprav vlaganje v neko ATL komunikacijo ni smiselno, tukaj se raje povezujemo raznih partnerstv, smo partner bili Evropskega prvenstva v nogometu pred kratkim, pa smo preko Gorenja partner Evropskega rokometa in tudi lokalnega rokometa. Sodelujemo tudi v Ameriki z NBA-jem, pravkar smo en mesec nazaj podpisali partnerstvo z Real Madridom za blagovno znamko Hisense. Tu gre pravzaprav, da se naša blagovna znamka, ki kljub vsemu še ni prepoznavna po Evropi, nekako poveže z sorodnimi blagovnimi znamkami in nekako veže te sinhrone učinke, ki potem vplivajo tudi na porast. Mislim, jaz bi tudi lahko govorila 1 uro v pol o tem, pa da ne bom predolga. No? Odlično. Evo, ker smo imeli uvodno, bomo imeli tudi zaključno vprašanje oziroma predvsem bolj razmišljanje. Polona, pri vas bomo začeli. Pa me zanima vaša receptura, ker je v temi oziroma v duhu tega povezovanja. Kako na eni strani
prepričati tuje trge, da se odločajo za slovenska podjetja, na drugi strani pa stremeti k tej lokalizaciji in v svoji verigi vrednosti zadržati slovenska podjetja? Ja, zdaj v primeru s tem, kar se mi ukvarjamo, ne moramo vedeti, da vse to, kar imamo mi do kupcev pripeljati, so kar dolge transportne poti. Ne. Čeprav smo delali tudi kose za vetrne turbine za Kanado, Ameriko in Kitajsko, zdaj večinoma delujemo v Evropski plus Anglija. Zakaj Elan? Velikokrat mi kupcem rečejo, da ni naša cena to, kar oni vidijo na fakturi. Naša cena oziroma njihov strošek, bom tako rekla, nekaj veliko več. Ne. Velikrat naredimo tako, da rečemo, bomo prve kose naredili brezplačno, da vidijo, kako mi znamo delati, kakšne rešitve jim znamo ponuditi, ker konkurirati včasih z Azijo je zelo težko. Ne. Ampak ko vidijo, da smo fleksibilni, da imamo rešitve, da delamo dobro, da kar se tiče reklamacij smo skoraj na nuli, ali pa recimo rečemo, da smo skoraj na 100%, kar se tiče kvalitete dobave, so to tisti ključni kazalci, ki na koncu rečejo, ja, vas bomo obdržali. Vsi naši kupci nimajo samo dobaviteljev z Evrope, imajo tudi z Azije, ampak ne vse, ker te vse dobavne verige se zdaj trgajo, tudi transportne poti se blazno dražijo, tako da na koncu pod črto, ko potegnejo, so evropski proizvajalci, kljub temu, da je delovna sila še vedno malo dražja, že skoraj lahko rečemo kot Azija, smo konkurenčni. In industrija se zelo hitro vrača v Evropo, problem je, da Evropa ne zna več tako dobro delati, kot je včasih. Ne. Nuša, kako tukaj krmarite vi? Ja, na področju krepitve blagovne znamke Slovenija še moramo dosti narediti. Ko navežeš nek stalen poslovni odnos, potem je bistveno lažje, ampak res pri prvem stiku z strankami pa kot slovensko podjetje ni najenostavnejše. In takrat je res tista cena, na kateri moraš delati. Je pa res, da če imaš lastno blagovno znamko in če imaš neke reference, če imaš neke ambasadorje, potem je lažje. Ne? In s tej zelena Evropa, mi smo tako kot Skaza začeli dosti delati na področju recikliranja, pa ne samo recikliranja plastike, ampak tudi recikliranja recimo odpadne vode. In tukaj smo se povezali z našimi športnimi šampioni, ki so tudi naši ambasadori. Recimo zelo dobra zgodba je Benjamin Savšek, ki je promotor naše blagovne znamke P-Cycled, torej krožnega gospodarstva za kajak in kanuji. Na trgu je recimo kajak kanu pri neki hotelski verigi 5 let in potem zamenjajo floto, Roto pobere stare kajake in dostavi novo generacijo kajakov, ki so ponavadi tudi lepši, boljši in vso to odpadno plastiko recikliramo. In ta poslovni model smo zelo dobro spromovirali, lani tudi dobili svetovno nagrado na največjem sejmu v Štrasburu in skupaj z Benjamin Savškom dostikrat povemo, da so naši športniki res tisti, kateri delajo Slovenijo prepoznavno, smo uspeli to zgodbo zapeljati, tako torej industrija in šport z roko v roki. Mislim, da po tem principu lahko delamo tudi druge zgodbe. Zelo dobro. Alenka, veliko ste že omenjali, res na kratko, pa če pogledamo zdaj pa samo Gorenje, kako Gorenje prepriča na tujih trgih? Gorenje prepriča zelo na kratko z dobrim produktom, good value for money, za neko dobro poprodajno storitvijo, prepriča z odlično prodajno mrežo in predvsem za nekimi ljudmi, ki stojijo za tem. Odlično. Tomaž, zaključna misel pripada vam. Hvala. Ja, v Etiju, poleg tega, da res ponudimo zelo dobre izdelke za ustrezno ceno evropske proizvodne, ogromno časa posvečamo pride čim bliže končnemu kupcu. Mi delamo s projektanti, delamo z inštalaterji in smo za ta namen razvili cel kup enega softvera, ki njim olajša delo. In mi na nek način skreiramo potrebo, da pride inštalater v trgovino in reče, jaz pa hočem Etijeve izdelke, ker so sprojektirani
pa so prav zaračunani in ne bom imel nobenih težav z njimi. Odlično. Najlepša hvala vsem za vaš doprinos, en aplavz.